Poklic reševalca, moja sanjska služba, sem ugotovil v bistvu že zelo pri nekih rosnih letih, in sicer star sem bil 15 let, ko je pred mojo hišo zbil mojo sosedo. Takrat sem videl v svojem življenju možgane v živo, razbito glavo totalno, in sem bil ves čas zraven, pomagal se ustavljati krvavitev. In med vsem tem sem doživel nek močan klik, da je pa to stvar, katero bi jaz v življenju zelo rad počel. In takrat se je tako rekoč moja kariera začela bolj. Dan se je začel povsem običajno z nekim zelo neobičajnim dogodkom in še danes mi buri duhove, kaj je to bilo in kaj to je, nimam neke jasne razlage. Ko sem jedel zajtrk zjutraj, se mi je pred očmi nekako kar nek film pokazal. In to je bilo tako nazorno, to je bilo tako močen občutek, tako poln nekih emocij zraven in občutkov v telesu, da me je dejansko do te mere pretresel, da ko sem jedel zajtrk, med tem mi je vilica padla z rok. Jaz sem šel kasneje normalno v službo, naredil svojo prvo intervencijo, in ko sem se odpravljal nazaj v bazo, me je prestregla dispečerka z pozivom, da se je na Celovški cesti razbil nek mlad motorist. Aktivacija motor, nujno prometna nesreča, motorist nezavesten, sprejem. V središču Ljubljane se je zjutraj hudo poškodoval reševalec na motorju. Prihajal je iz smeri kliničnega centra. Motorista je odneslo na cestišče, kjer je obležal. Motorno vozilo je popolnoma uničeno. Reševalca naj bi odneslo več metrov naprej. V nesreči je bil težje poškodovan. Dvojni zlom roke in zlom noge. To je grozljivka. Upajmo, da preživi, ker katastrofa res. V trenutku, ko sem priletel na tla in obležal na tleh popolnoma negiben, ti gre marsikaj skozi glavo, ne. Razmišljaš o tem, kot prvo, kaj se je sploh zgodilo, potem pa prihaja neka realnost, ne, in ko v bistvu začutiš kri v ustih in izpluvaš zobe mal, in ko se je nekdo spotaknil ob mojo polomljeno nogo, takrat sem začutil prvič, da z nogo nekaj ni v redu, in takrat je začelo fejst boleti, no, in začela je boleti tudi zelo roka. Kar je bilo pa zelo bizarnega, je bilo pa v bistvu to, da sem mislil, da imam nevrološke izpade. In sicer po vratu navzdol in po ramenih in po hrbtu se mi začela širiti ena zelo močno pekoča bolečina. In to je, kot da bi me nekdo na živo z ognjem žgal. Glede na sam simetrični potek in širjenje te bolečine, sem prvo stvar pomislil, ok, nevrološki izpadi so, kar pomeni od vratu navzdol hrompoš. Sedi. Pejva okrog. Seveda med samo rehabilitacijo telesa sem se tudi psihično zlomil in se dejansko zelo težko ven vlekel iz tega. Ogromen, pa lahko rečem, da mi je pa pomagala moja psička, ki je prišla nekako v moje življenje nekje v dobrem začetku rehabilitacije. Prinesla je v glavnem ogromno neke sreče, to je prvo, ko dobiš ti mladička, to je nekaj neverjetnega, ne? To je čista sreča. Po drugi strani moraš pa tudi skrbeti nekako za psa, ga voziti na sprehode, ga učiti karkoli, in mi je v bistvu pomagala to, da me je silila v neko aktivnost, pač moral sem. In sva v bistvu skupaj začela nekako, tako rekoč, spoznavati svet, ga na novo odkrivati in postala neka dva zelo tesna prijatelja. In med tem mi je bila dostikrat tudi ob strani, no, ko sem imel tiste najtežje trenutke, no, ko sem malo obupaval, no, sam nad sabo. In mi je vlila toliko ene volje, motivacije in moči, da mi je verjetno zelo pospešila nek proces okrevanja.
Ko sem dejansko se zavedal samega sebe ponovno do te mere in opazil zraven svojega prijatelja, je bila prva tista želja po informacijah, kaj je z mano narobe, kakšna je moja prognoza in kaj se bo z mano dogajalo naprej. Ne. In ko sem ga pogledal v oči, sem rekel, prosim, samo povej mi, kakšni so zlomi in kaj se dogaja. Ne. Rekel, Matic, roka, noga, to je vse. Seveda sem že imel kakšne zlome v preteklosti in sem si predstavljal, da je zlom pač zlom. A ne. Ja. Takrat sem malo vrgel to predstavo, ker tukaj ni bil samo zlom, tukaj so se drobile kosti in zvijale in na vse možne načine lomile. Ja, ko vidiš, da železje štrli ven iz tvojih okončin, pa se pa malo zamisliš dejansko o situaciji in o velikosti problema. Vse, kar sem si želel, je samo to, da je z mojo hrbtenico vse v redu, da je z mojo glavo vse v redu, ker vedel sem, da sem dosti trmast in da bom lahko premaknil marsikakšno omejitev, ki so mi jo dali zdravniki, sem pa vedel tudi, da bo pot težka in dolga. No. Ko si enkrat na vozičku in te drugi prevažajo naokrog, ko ne moreš svoje noge niti malo obremeniti, takrat misliš, da ne bo sploh mogoče, ne? Da ti te noge nikoli več ne boš uporabljal, sploh pa ne do te mere, ker je tako občutljivo to je tako razboleto, da si človek predstavljati ne zna. In se spomnim, ko sem prvič stopil dol z vozička, ko sem prvič stopil sam na nogo in je obremenil in naredil prvi korak, to je bila taka hvaležnost in neka taka samoumevna stvar, ki nam je zdaj čist normalna, da hodimo. Ti je takrat popolnoma nov svet in jokaš od sreče. V bistvu sem po eni strani zelo vesel, da sem se ponesrečil, kljub temu, da je to čist bizarno, ampak toliko stvari, ko se mi je zdaj odprlo, ko sem v bistvu spoznal ta samega sebe, se verjetno prej nikakor ne bi zgodili in ne bi odprl. Moja identiteta je s trkom šla, Matic Novak, reševalec, ni ga več. In sem moral samega sebe na novo spoznavati, kaj mi je všeč, kaj še nisem probal v življenju in v bistvu že sam dogodek mi je odprl oči v neke malenkosti, ki jih prej nisem sploh opazil in zaznal. In ravno zaradi tega se mi zdi, ko sem nekako tekom rehabilitacije bil toliko pozoren na te majhne stvari in jim dajal neko močno sentimentalno vrednost. Že to, da si lahko sam zobe umijem z mojo poškodovano roko, to je bilo, mislim, to je bilo tako veselje in taka sreča, da je noro. Ne? Na nek način sem v bistvu postajal veliko bolj srečen, veliko bolj vesel, kljub nekim težavam. Ko sem to predelal in ko sem šel čez to, je v bistvu sreča ostala. No? Sreča, da sem živ, sreča, da imam še eno priložnost, da sem dobil drugi rojstni dan. In jaz mislim, da je po nesreči postala izkušnja življenja samo še bolj polna. Vsega je samo več. Živim v istem svetu, ampak vsega je več.